Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. 24-letni Janez, ki je doma na kmetiji Rakovec, po domače pri Matjaž v Struževem pri Kranju, je edini daleč naokoli, ki ima bazen s slano vodo. In to ne zato, da bi se v vročih dneh v njih ohlajal, ampak v njih goji modro-zeleno algo spirulino, ki velja za super živilo. Moram poudariti, da je to pravzaprav prva slovenska farma spiruline. Janez je zagovornik reka, da sta sodelovanje in dobra volja najbolja, spodbudna beseda in odprtost za svež pogled pa sta vsakemu najmočnejši zalet. Janez, lepo pozdravljen. Zdravo, živijo. Začniva najprej s kratko predstavitvijo tebe. Jaz te že malo poznam in mislim, da tudi nekateri poslušalci. Kaj pa bi rekel za tiste, ki jim še nisi poznan, ki zate slišijo prvič? Kako bi se opisal? Jaz sem kranjski Janez, visok 186 cm, težek 95 kg, študiran kmet po izobrazbi in zagnan podeželan po srcu. Dneve si rad zapolnim z vsestranskim delom pri nas doma na domačiji pri Matjaž in iskreno verjamem, da s povezovanjem znanja in idej lahko najlažje soustvarjamo prijetnejši jutri za vse. Zato sem se tudi pred leti pridružil Zvezi slovenske podeželske mladine in sem še danes aktiven pri njej. Vaša kmetija je zelo spremenila nekdanjo podobo. S čim ste se ukvarjali predtem, preden si ti začel gojiti alge? Ja, v bistvu že od samega začetka, pa že od nekaj časa nazaj, ko je bil še recimo moj oče, otrok pa mlad na kmetiji, je bila to neka klasična gorenjska kmetija, kjer so prirejali mleko, bile so krave molznice, imeli so par hektarov krompirja, imeli so zraven par hektarov repe, pa take zadeve, no tako. Poj naprej sta pa v bistvu že moj oče pa mati začela malo razvijati kmetijo, spreminjati tudi, sta okoli leta 2000 dala v bistvu, ali še malo prej, no, krave ven, sta nehala z molžo in sta se bolj začela ukvarjati tamle s trgovinco čez in pa s predelavo mesa v suhomesnate izdelke, tako da se je že takrat v bistvu kmetija začela precej spreminjati ali pa iti v drugo smer. One dva sta v bistvu začela s to ta malo trgovinco, takrat še ni bilo teh velikih trgovskih centrov in je to precej dobro laufal. Pa sta pa videla, če sta bila trgovin, so krave v štali se drle pa mukale, če sta bila v štali, so ljudje čakali pred trgovino in pa sta se mogla nekaj odločiti, sta se za to. Poj naprej tudi smo to staro štalo predelali v prostor za pogostitve, kjer smo evo danes mi, in pa pač ostale nekako te zgradbe, ki so bile v uporabi prek za kmetijstvo, predelala v apartmaje, ki jih tudi dajemo še danes. Tako da že to je bila neka velika sprememba, poj pa sem pa še en svoj dodatek dal, sem pa začel s to pridelavo in proizvodno spiruline, modro-zelene alge, ki pa tudi je neka dosti nova stvar, sploh tukaj v Sloveniji. No, o tem bova še naprej. Najprej, koliko vas živi na vaši kmetiji? Ja, trenutno smo v bistvu na naši kmetiji pač naša družina, se pravi oče, mati, pa mi 4 otroci. To je se pravi Karolina, moja starejša sestra, potem sem jaz, potem sta pa še mlajša Jakob, brat pa najmlajša Ana Mari. Torej je zelo veliko pridnih rok, ki priskoči na pomoč. Ja, je tako, ste kar starša dobro načrtvala, da nas je dost, da je povsod dost rok pridnih zadev. Potem pa alge. Najprej pojasniva, kaj točno sploh je spirulina. Verjamem, da kdo od poslušalcev sliši za to čisto prvič. Ja, to je v bistvu modro-zelena alga, pridelana pač v vodi, je pa zelo tako super živilo, ima 70% beljakovin, veliko ima vitaminov, magnezija, železa in pa noter se pravi ta glavna stvar je pa fikocianin, ki je pa najboljši naravni detoksinant. In kot sama spirulina je zato nekako tudi tako dobra, ker je zelo trajnostno pridelana, porabi se zelo malo vode in pa pridela recimo zelo veliko beljakovin na zelo majhnem območju. Recimo, če bi primerjal to z drugimi poljščinami, kot naprimer s krompirjem, koruzo ali s kakšno drugo repo, najbolj donosno hektarsko poljščino, pač jih spirulina gladko nese v vsem tem. Zato sem tudi nekako sploh tudi tako štartal v to, ko sem res videl nek tak potencial, pa da je res neka trajnostna zadeva. Kje pa si sploh prvič slišal za algo? Prvič sem slišal to tekom šolanja v srednji šoli na Biotehničkem centru gor v Strahinju, kjer sem obiskoval ta program kmetijsko-podjetniški tehnik
In mi je v bistvu profesor Borut Lazar, ki nas je dejansko ni me sploh nič učil, ampak nas je enkrat nadomeščal in on dela tudi v tem podjetju Algen v Ljubljani, ki se ukvarjajo z nekimi algami in nam je skozi predstavljal te alge, pa zakaj so dobre, pa kako to izgleda, pa kako to je. In je mene takrat to zelo zanimalo, že odskozi so me zanimale kakšne inovativne stvari, ali od same pridelave do inovativnih, ne vem, pristopov do dela ali tako naprej. In sem jaz to zelo zagrabil in se tudi sam začel veliko temu izobraževati. In v bistvu tam sem slišal prvič za to spirulino prek njega. Kakšen pa je bil odziv družine, ko si jim predstavil svojo idejo? Jaz predvidevam, da te panoge prej niso poznali. Ja, ne, to so sigurno prvič slišali, tudi v Strževem, recimo pri nas v vas, tega prej nobeden, za to stvar še nobeden ni slišal, tudi ni poznal. Tako da jim je bilo to čistja taka španska vas, ne bi rekel. In ja, sem jaz rekel, da sem nekako s tem počasi začel ukvarjati, pa ne sploh od štarta, takrat, ko sem bil tam v bazen, sam sestavljal pa neki tamle SKPC-ov prpeč, v Kurilenc naš, sta mi tako, oče pa mat pač pustila, pa videla, da nekaj ustrajam, in tako sta videla, da sem dosti ustrajam, pa tako, da če se v nekaj upičem, da mi to poj spelo, dokler nam videl, da je ali ni. Ja, in sta me pač pustila na mirno, vsake toliko je bila kakšna, ne vem, opaska taka, da mora biti malo voljo zame, ampak drugače je bilo pa pač, ja, so me pustili pri mir. Oče je na vsake toliko malo rekel, kva denar preč mečeš za gune luči, pa tiste bazene, ne vidiš, da je to brez veze. Ampak sem pač ustrajal, pa sem videl, da z tega nekaj bo. Slišala sem tudi, da je imela sosedova Tončka zelo pomembno vlogo pri tem. Ja, v bistvu je imel več sosedov, moram reči, mi je veliko sosedov pomagalo, tudi če ne bi imeli tazga odnosa s sosedi, bi zelo težko ali pa res težji še danes se s tem ukvarjal, ko smo tukaj v Strževem res zelo povezani, si veliko pomagamo, posojamo tudi stroje, orodje in tudi pač fizično pomoč. Ampak ja, tam gor je pa, tolo pa v bistvu pa, ko sem ta drug bazen sestavljal, naslednji let polet, ko sem testiral odzunaj gorenjsko podnebje, sem pa ja mogel, ko imamo take oske pa dolge parcele, tukaj v Strževem, sem mogel naprositi sosedo, da mi je odstopila malo zevanka, ene par kvadratov, zato da sem lahko postavil tista malo rastlinjak, pol na našem, pol na sosedovem, da sem lahko v bistvu sploh tukaj testiral, da je bilo čim bližje hiša, pa da sem to lahko sešuje. Pa se je takoj strinjala? Ja, je bila kar hiter za, ki je itak videla, da gotovo nekaj iz tega bo, pa se je bilo vesele, da se nekaj dogaja, pa da je nekaj na nov. Si to ljubezen do dela na kmetiji čutil že kot otrok? Ja, meni se v bistvu zdi, da že od majhnega, tudi kar imam tako otroških spominov, ali pa tudi takrat, ko sem se vpisoval v srednjo šolo, je bilo meni brez pomisleka pač, da ko bom velik, bom kmet. Nisem nikoli tudi razmišljal o tem, tudi ko so bili te informativni dnevi ali pa to, ko greš pogledati, v katero šolo bi šel ali pa kad malo šole predstavljajo. Jaz nisem hotel kamor sploh iti, ker sem točno vedel, da bom šel kaj gor, pa na to smer za kmeta. Me je moja mami našuntala, ja pa pejva nekaj, moš pa ja jeti pogledati, da sva pa šla kaj gor, pač na tisto smer, ki sem jo tako mislil jeti, pa sem se pač tudi za to odločil in sem to šel. In ja, ne vem, že od majhnega smo bili skozi zraven, vsi otroci, sploh jaz pa Karolina, mar biti, še ni bilo takrat teh telefonov, pa tok tega, so bili skozi zraven pri delu in z očetom in z mat in posod, ne vem, na traktorjih, v trgovin, na polu, po gmajn, tako, kjer se je le dal, da sem kaj zraven bil, pa smo tudi sami skozi kaj oponašali starše, pa se šli neke te igre, da smo kmetovali, ali pa tako, da smo delali, toliko so naši starši, tako da ja, meni se zdi, da že od majhnih nog mi je bilo v veselje tako nekaj s kmetijstvom delati, nekaj na tem področju pač se s tem ukvarjati, tako da ja, nisem sploh imel nobenega drugega pomisleka, da bi kaj drugega delal, ali pa tako. Slišala sem pa tudi, da je moral tudi tvoj oče kar zgodaj prevzeti odgovornost kmetije. Ja, takrat, ko je bil moj oče še dosti mlad, okoli 20, malo čez 20, po mojem, da je bil star točen, zdaj ne vem zdrave, so rekli, kakor ja, so pravili, da je bilo pa nas doma na domačiji nekako 10 let nesreče, ko so v 9 letih v bistvu umrli, se pravi, starši, od očeta oba starša, pa še mlajši brat zaradi prometne nesreče, starša prej zaradi bolezni. Tako da jaz sta poj ostala, so bili 3 bratje, sta z bratom ostala sama in ja, sta kar zgodaj mogla, mislim, je mogel prevzeti in v bistvu takrat naprej poj pelal v kmetijo, pa jo preusmeril v takole, kakor smo danes.
Zdaj, če se vrnemo še malo nazaj na alge, kako pa si potem vse to spravil v prakso? Kako si pravzaprav začel? Verjetno je bilo treba velikega izobraževanja predelati. Ja, jaz sem dosti tudi, ali mislim tako, med kolegi, pa pač prek s tem Borutom, ki delava, znam, da sem malo tak furjast, pa tako, da se hitro zapodim v eno stvar, mora biti, da je tudi brez kakšnega premisleka, zato sem tudi pač, kar se tiče te spiruline, sem se res čim hitreje, kar sem se lahko, čim več znanja nekako naužil, ali prek spleta, ali prek kakšnih knjig, tudi od Boruta, sem veliko srkal, vse, kar mi je dal, pa sem se pa čim prej, ker sem se lahko zagnal v to, in v bistvu naredil z lesa nek manjši bazen, velik približno 2 kvadratna metra. Zgor sva štromarjem naštimala luči, pač, ki je bilo to prepeč, noter sem ta bazen postavil, zato da je bilo na toplem, ker spirulina 30 stopinj, da dobro raste. Pa da sva naredila v bistvu kot umetno svetlo, umeten sonce, sva zvezala luči, noč se stavil neka mešala, pa sem se pa v bistvu največ naučil z prakse. Tista teorija mi je seveda veliko dala, pa da vsaj približno veš, v katero smer moraš jeti ali pa kako zastaviti. Sem se pa sigurno največ naučil z prakse. S tem, ko sem gojil spirulino, ko sem probaval, ko sem kakšne stvari spreminjal, tudi ko je šlo kaj narobe, takrat sem se seveda največ naučil. Še danes, pa imam gor pa veliko bazenov, pa recimo imam že precej enih stvari ali pa recimo rešenih težav za sabo ali pa tako. Pa tudi če danes sem pa kakšna stvar pride, ki jo na novo pogruntamo, pa rečemo, wow, to je pa kot da nismo to že prej opazili. To je mora biti tudi zaradi tega, kot sama ta odkrivanje pridelave spiruline, mora biti tudi zaradi tega, ker je to zelo nepoznana stvar na splošno v svetu. Recimo, če gledamo kmetijstvo kot splošno kmetijstvo, pridelava poljščine ali pa to živali, živinoreja, stara že, ogromen, več tisoč let gotovo, pa 2000 let, kakorkoli. Ta gojenje spiruline se je pa nekako tako aktivno, pa začel aktivno šele, od leta 1900 dalje, pa še to ne. Je zelo malo znanga ali pa zelo veliko se še zdaj raziskuje na tem področju, tako da mora biti tudi zaradi tega. Ni spet tudi toliko literature, da bi lahko vse se iz teorije naučil, se moraš še veliko iz prakse. Praksa je tista, ki je glavna. Če še malo bolj razloživa cel postopek, kako poteka pridelava? Oziroma, kako poteka od začetka, pa potem, ko se izdelek znajde na polici v trgovini? Ja, čisto od začetka je v bistvu, mi imamo recimo prazen bazen, ga jaz napolnim z vodo, v to vodo dam hranila, ekološka, pač določena mikrohranila, potem pa v ta bazen jaz naseljam kulturo. Ta naselitev kulture, se pravi spiruline, nekako poteka tako, da jo je treba najprej razširiti. Recimo iz 1 litra razširimo to v 10 litrov, počakamo nekaj časa, da zraste, iz 10 litrov v 100 litrov, počakamo, da zraste in spet iz 100 litrov v 1 kubik, pa tisti 1 kubik pa recimo v ta velik bazen, se tam počaka, da zraste, da se cel bazen razširi, da je spirulina povsod, potem se pa začne z redno žetvijo, v bistvu žetev poteka tako, da na vsake tok, ko vidimo, da je spirulina dosti zrase, jo en del poberemo ven. Nikoli ne žanemo celega bazena, razen če hočemo takrat sezono zaključiti ali pa zapreti bazen dol. Če pa je to v višku sezone, se pa en del bazena žanje, se pravi en del spiruline pobere ven, ostalo se pusti noter, da se spet naprej razmnoži in da naprej raste. Se pravi, s tem, ko smo pa mi poželi ta del ven, ga potem sprešamo, odstranimo dodatno vodo, potem posušimo v kondenzacijski sušilnici. In ko je enkrat posušena spirulina, s tem jo podaljšamo rok trajanja, s tem je v bistvu nekako že pripravljena za dati na polico, pa to še spakiramo, imamo tako trajnostno embalažo, da je v bistvu v steklenem lončku in pa okoli je pa steklen lonček obdan še s kartonasto šatuljo, zato da je v temi, ker mora v temi biti. In načeloma to, potem pa ta embalaža je tudi povratna, vsaj ta velika. In to je pa potem že pripravljeno za na polico in pač za stranke, za kupce, da v bistvu to kupijo in doma konzumirajo. Moram povedati, da tudi na embalaži piše Eko Janez, se pravi, se imenuje po tebi. Tako nekako, ja. Takrat smo gruntali, kaj bi dali, pod kakšno blagovno znamko bi to naprej tržili, pa smo nekako prišli do tega, da z Eko Janez besedno zvezo povemo skoraj da ne največ, kar se pač
kar je v naši spirulini, se pravi, kot eko, da je nekaj ekološkega, čim bolj nekaj trajnostnega, nekaj tudi zdravega. Z Janez povemo, da je nekaj slovenskega, nekaj domačega. In pa ja, z besedno zvezo Eko Janez pa še poudarimo, da je malo tak, no, malo, ne vem, ali zabaven ali kakorkoli, da ni čist nek, ne vem, brezvezen ime. Kdaj pa ima alga vrhunec sezone? Vrhunec, se pravi, klele pri nas na Gorenjskem je recimo od junija pa do sred septembra. Takrat v tistih najbolj vročih poletnih dneh, kaj je tudi največ svetlobe, kaj je tudi najbolj toplo, takrat najbolj raste, takrat žetev tudi poteka na dnevni bazi in ja, takrat je v bistvu vrhunec. Povej mi še, zakaj vse pa je koristna modrozelena alga? Ja, ta glavna stvar noter je ta fikocianin, to je v bistvu najboljši naraven detoksinant, kot sem prej omenil, ko v bistvu spira toksine ven z telesa in ščiti celice proti vnetju. In s tem, ko ščiti celice proti vnetju, v bistvu dober za kožo, za prebavo, za boljšo imunsko odpornost, pa za ogromno nekih stvari. Poleg tega ima pa noter v sebi tudi veliko beljakovin, veliko beljakovin, 70%, vse so te esencialne, katere moramo vnašati v telo, pa veliko ima vitaminov, železa, magnezija in je tudi kot tako en dodatek zelo spodbudna, pa cela je v bistvu prebavljiva, vse se vsrka v telo in je resno, zaradi teh zadev je ena taka super hrana. Zelo zdrava. Tako je. Pridelava modrozelene alge na vaši kmetiji pa je tudi certificirano ekološka. Kakšne pogoje si moral izpolniti, da si prišel do tega certifikata, če tako rečeva? Od začetka je bilo kar nekaj težav s tem, da smo sploh prišli do tega certifikata, zato ker je bilo, se pravi, birokratsko sploh ne onemogočeno. Po je takrat tist let, da ne vem, 2021 se je pa malo spremenila po je zakonodaja, da je sploh to omogočala, da recimo, če ti gojiš v zaprtem prostoru alge, da je lahko tudi to ekološko, ker prej je bilo prej je bilo napisano, da lahko samo, če ti to nabiraš v nekih naravnih jezerih ali pa v morju ali pa v takih stvareh, ampak tudi to so bile bolj alge mišljene, ne vem, za krmo živali ali pa poj za kakšno naprej, ne vem, industrijsko predelavo. Ampak ja, no, načeloma poj, ker je to šlo skozi, poj smo pa mogli dodati, v bistvu izbrati ta prava te mikrohranila, ki jih dodajamo, da so v skladu z to ekološko uredbo. In ja, potem načeloma je bilo no to, pa poj pač treba je seveda voditi sproti neko določeno birokracijo, izpolnjevati neke tabele, a ne beležiti vse, kar se dogaja z samo pridelavo, kaj se dodaja v bazen, kaj se ven jemlje, pač na ta način in je načeloma to. Katere vse izdelke pa še izdeluješ? Tukaj pred nama vidim testenine, potem tudi nekaj sladkega. Ja, zdaj smo začeli, ker mislim, no, probamo čim več nekih izdelkov še dodatno narediti s spirulino. Tukaj imamo tele alpirane testenine, ki jih dela kmetija Malerič z Dolenjske, pač sodelujemo z njimi. Potem imamo tukaj tole za posladkati so pa čokoladni dražeji, ki je v bistvu bela čokolada, tudi ekološka, z lešnikom, noter oblit lešnik in pa z našo spirulino, da da take malo zanimive barve, pa da je malo bolj tak zdrav prigrizek. Sodelujemo pa tudi s piranskim solinam, ki pa proizvajajo temno čokolado s solnim cvetom, pa z našo spirulino in pa eno masko za obraz, eno detox masko. Tako da ja, no, se trudimo še zdaj naprej, kaj še ni izdelek razvit, kaj novega dodati, da je še bolj pač tako zanimiv, pa da je recimo tudi bolj za vse stransko uporabo, ne, da boš lahko v prihodnosti zjutraj už pojedel, se boš malo posladkal z eno čokolado, pa za južno už malo testenin s spirulino, na koncu še malo en smuti, imaš pa dnevno dozo spiruline. V bistvu lahko vključimo čisto vsako obrok. Tako je, ja, čist načeloma v vsako stvar. Kje pa vse lahko poslušalci kupijo tvoje izdelke? Lahko jih kupijo pač prek spleta, imamo spletno trgovino, tako smo tudi začeli, pa se prav klele pri nas doma v trgovinci, potem smo pa tudi v velikih teh malih trgovincah s ekološkimi ali pa s prehranskimi dopolnili, pa s takimi produkti, pač po vsej Sloveniji, od Radoveljce, Gornje Radgone, Ljubljane, Sežane na Primorskem, tako no, ni da še po Štajerskem in dve. Tudi kaj po sejmih? Tudi ja, v bistvu tudi to malo, sicer ne zdaj prav glih na vsak sejem, ampak klele, kar se več ali manj teh lokalnih tiče, grem rade volje, ja. Tako da v bistvu no to, pa še po vseh teh trgovinah Interspar, po vsej Sloveniji smo tudi v bistvu na policah
od štarti Slovenije. O tem bova pa še malo kasneje. Ja. Bi rekel, da je kmetijstvo tudi ena od oblik podjetništva? Ja, seveda. Ja. Meni se zdi, da je kmetijstvo pač skoraj isto kot podjetništvo, malo biti samo v kakšni drugačna smer ali pa malo na drugačen način. Je pa tudi, ja, seveda, velika oblika podjetništva to. Na spletni strani sem videla, da si zapisal, stara mama je prodajala na tržnici, jaz pa zdaj po spletu. Ja, to smo dali tako malo za primerjavo, da pač da je treba iti s časom malo naprej. Včasih je, se pravi, stara mama vozila še s kolesom, klejla je pa se reče čez drevored, zelenavo pa to v Kranj na tržnico, kjer so pa to prodajali naprej meščanom. Danes je pa v bistvu vse nekako prek spleta, vse se da tudi s to tehnologijo in zato sem jaz tudi primarno začel prodajati to prek spleta, ki se mi je zdela ena taka super stvar, da izkoristimo. In pač pa še zato, ker je v bistvu tak produkt, da ga lahko tudi prek spleta ne prodajamo. Nikrat ena, sveža zelenava, ki mora biti ali hladna, so kakšni bolj zakomplicirani postopki, klele je res nekaj enkrat zapakirani, načeloma pripravljen, lahko stoji tudi več mesecev oziroma do 3 leta in pa pač glavno, da je na suhem, pa gre. Zato smo pa tudi začeli to spletno prodajo. Kot si omenil, si se znašel tudi v 8. sezoni projekta Štartaj Slovenija, ki pa svojo pozornost še dodatno usmerja na podeželje in inovativno produkte slovenskih kmetij. Te je mogoče ravno to pritegnilo, da si šel v ta projekt? Ja, da sem šel v ta projekt, v bistvu me je najbolj pritegnil sam postopek ali pa v bistvu same pozitivni učinki tega projekta, ki so mi jih oni predstavili kot ta agencija in pa Špar, kaj bom jaz od tega imel. Je seveda veliko pripomoglo k temu tudi to, da so bili zraven še drugi podeželski, recimo te podjetniki, če lahko tako rečem, da je bilo bolj usmerjeno na podeželje, tisto mi je bilo sploh še bolj všeč, pa mar biti še bolj na kožo pisan. Ampak ja, primarno, da sem se odločil za to, je bilo pa res pa zato, ko smo se po parih teh sestankih, po parih predstavitvah, ko so oni povedali vse od A do Ž, od samega štarta, kako to izgleda, kako to poteka, kaj imamo mi od tega, kaj recimo imajo oni od nas, čisto je bilo tako iskreno, tudi brez kakšnih skrivnosti ali pa tako so dali res vse karte na mizo, točen povedali. Malo sem jaz tudi vprašal še kakšnega prej, ki je že sodeloval v tem projektu, da sem dobil malo informacije, kako stvar poteka in pač na koncu sem ocenil pa videl, da je res, nisem zasledil noter ene slabe stvari ali pa tako pač dobro, treba je bilo dati malo več časa temu nameniti, pa za snemanja, pa za kakšne te dogodke, pa neke te promocije po trgovinah, ampak se seveda na koncu to vse povrne, tudi v obliki take velike promocije z vseh strani, pač ki so oni nam nudili, tako da ja, se mi je zdelo res sam plusno, da smo v to šli, pa še pač nas je cela Slovenija še bolj spoznala, ali sploh spoznala, slišala za nas in ja, se mi zdi res en tak v redu projekt, pa dober, pa tudi tako z res dobrim odnosom. Nima mene, pripombe, da bi rekel, da bi šlo kaj narobe, ali pa da bi bilo kaj ne tako transparentno narejen. Res je bilo vse lepo z roko v roki. Si pa tudi član podeželske mladine v Kranju. Ja. Kdaj si postal član? Zdaj točno, po mojem sploh ne vem, da sem bil po mojem ali drugi letnik srednje šole. Sprav, ja, že nekaj časa nazaj sva se z sošolcem, pa z boljšim prijateljem, z Miham, sva se odločila, da se va pridružila, pa sva se v bistvu včlanila v ta naš društvo, ki je Kranjsk Tržišk. In od takrat naprej sva bila poj skozi bolj dejavna. Jaz sem bil poj zdaj tudi v bistvu 4 leta regijski predstavnik za Gorenjsko na Zvezi slovenske podeželske mladine. Zdaj s prejšnjim tednom, ja, sem pa v bistvu tega odstopil, ko smo imeli skupščino in sem predal funkcijo naprej. Tako da jaz sem še bolj aktiven na lokalni ravni, pri našem društvu, pa v bistvu tudi na zvezi, še malo zraven v nadzornem odboru. Tako da ja, smo kar nekako aktivni ali pa se kar še nekaj dogaja na tem področju. Kaj pa ti pomeni to članstvo? Ja, pomeni mi v bistvu, da lahko pomagam soustvarjati nek razvoj podeželja, nek življenje na podeželju. Tudi pomeni mi veliko, da se lahko družimo, povezujemo, pač taki so, ali pa isto mislečino z tega kraja, z te okolice,
ko smo sami taki, ne vem, ja, več ali manj no, se v bistvu skoraj cela Slovenija podeželje. Ampak ja, no, smo taki isto misleči ljudje na kup, ki se dobro zastopimo, marsikakšen projekt skupaj speljemo, ali večji ali manjši, tudi iz te kmečke državne igre, ki smo imeli, se pravi 2 leti nazaj, je bil res en tak velik projekt, no, sploh za nas in smo tako kot osebnostno zrastali, tudi kot društveno zrastali, tudi za lokalno okolje, ne vem, smo se veliko povezali, no, smo se mogli, ne, če smo hoteli to speljati. Tako da, ja, no, to mi res pomeni, ta podeželska, ne vem, same neke pozitivne lastnosti, tudi pa tako eno res tako dobro, kako bi temu sploh rekel, dobra popotnica, no, povezana naprej za življenje in od povezav, od znancev do same osebnostne rasti in tako, no. Velikokrat pa se pojaviš tudi na odru, kjer odvodiš kakšno prireditev, si že od vedno tak govorec in... Ja, ne vem, ja, da rečem, že odskozi sem rad govoril, to ja, recimo že v šoli sem bil dostikrat, so me presedali ali pa, ne vem, sem se tudi jaz hiter, ali no so me sami izvolili ali pa me dali kot za tistega predsednika razreda, ali kaj je to bilo. Ja, ne vem, sem kar rad govoril ali pa tako užival tudi že od zmer, ne vem, nekako v temu nastopanju ali pa biti na odru. Pač zmer sem bil tudi sproščen, rad sem govoril, rad sem kakšno vmes zabavno prsolo ali kaj takega, da so se ljudje malo nasmejali, pa da sem malo popestril kakšno tako stvar. In ja, potem se mi je to kar nekako držalo oziroma se mi drži še danes, da ja, da sem pa kakšno stvar odvodam ali spelam ali da kaj nastopam, ali da tudi zdaj se kaj snemamo, pa tele afne guncamo skozi pa take zadeve. Imamo pa to po moje tudi, ne vem, tako malo že v krvi. V bistvu od mojega očeta stric, Pavel Rakovec, je bil tako profesionalni igralec, je bil, ne vem, tudi zaposlen v gledališču, en cajt v Kranj, en cajt v Ljubljani. In v bistvu tudi moj oče, no, je tak, tudi rad govori, ali pa mu ni problem pred večjo družbo, ali kaj pri nas doma v prostoru predstaviti hrano, kakšno tudi vmes zabavno povedati, tako da ne vem, po moje se nas to kar tako malo drži, da rad malo govorimo, pa malo ga kaj serjamo tudi pred ostalimi ljudmi, tako da ja. Evo, isto mi mora biti to. Kaj pa še rad počneš, ko ne delaš v prostem času? Ja, v bistvu si kar rad zafilam vsak trenutek dneva, rad športam, rad kaj hodim v hribe, igram tudi harmoniko, rad se malo družim s prijatelji, kaj preberem, kakšno knjigo tako, ne vem, poučno, ali kaj od podjetništva, ali kaj tako od samorasti pa to. Rad tudi kaj ustvarjam s punco mojo, rad hodim na kakšne take športne dogodke, na tele fuzbal tekme, kakšno pomembno gledati, ali pa kako je bila zdaj Planica, pa take zadeve, ne vem, ja, tako, skozi kaj najdemo. Preden zaključiva tale pogovor, pa imam zate še 5 hitrih vprašanj, na katere te prosim, da odgovoriš. Ja. In sicer, najljubše opravilo na kmetiji? Žetev spiruline, gotovo. Mladost na kmetiji je zanimiva, saj? Saj ti je vse na dosegu roke, se meni zdi, lahko ustvarjaš karkoli želiš, lahko delaš karkoli želiš, greš kamorkoli hočeš na kmetiji, greš lahko v naravo, v gmajno, lahko sekaš drva, lahko ustvarjaš z lesa, lahko, ne vem, se ukvarjaš z zemljo, tako je, to ti je vse na rok. Moja spirulina je? Najbolj kakovostna v Evropi. Najljubša žival? Konj, gotovo. V prihodnosti si za našo kmetijo želim? Ja, da bi še naprej izpopolnjevali pa razširili vse te dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo, pa če jih izpopolnili, pa tudi, ja, da bi še kakšno na novo se spomnili, pa kaj novega dodali. In ja, v bistvu, da bi se še čim bolj razvijali, čim več delali na razvoju same kmetije in vseh dejavnosti na kmetiji. Janez, hvala za tako iskren in poučen pogovor. Hvala, da si me sprejel na vaši kmetiji in vse dobro ti želim še naprej. Ja, z največjim veseljem. Hvala vam, evo, da ste se oglasili in da smo se lahko malo pogovorili. Dragi poslušalci, mi pa se poslušamo spet čez 14 dni. Z vami sem bila Kaja Zupanc.